Zdaj smo že tlele v tej točki, ki lahko odgovoriva na naslovno vprašanje. Aha. Kako se pripravimo na naslednjo krizo? Govori se o tem, da bo prišla, a ne? Da prej ali slej pride. Kako se pripravimo? Kaj bi ti rekel? Najprej ne rečem, da kriza, ne, če se dotakneš, če si v mislih imel kot, bom rekel, neka finančna, kot nek zlom, kot nek premik tečaja navzdol, ne, ni kriza, ne, ampak je sam prerazporeditev premoženja. To moramo vedeti, ne. Se pravi, tečaji opadejo, ne, ampak kapital zamenja roke. To je bistveno, da dejansko tudi tisto, ko posluša, sprejme to, naprimer, ne, da denar ne bo, mislim, da kriza ne bo povzročila konec sveta, ne, ampak prerazporeditev, ne. Kar pomeni, ne, da tisto, ko je pripravljen, pa tisto, ko je nepripravljen, dejansko ta dva bosta zamenjala vloge. Se pravi, mi nikoli ne bomo vedeli, ali bo jutri kriza, ali bo čez 5 mesecev kriza, ali bo čez 1 leto kriza, ne. Lahko predvidevamo mogoče, kaj se bo v nekem time frameu zgodilo, nekem časovnem okvirju, ne, pa lahko smo pripravljeni na to, ne. Datuma točno ne bomo mogli vedeti, ne. Važno je pa to, ne, da kadarkoli gradimo svoj portfelj pa svoje premoženje, ne, dejansko delamo v smislu tega, ne, da smo pripravljeni na najhujši scenarij, vedno, ampak da je vsaka kriza priložnost. Se pravi, jaz, ko sem do zdaj živel v svoji, bom rekel, karierni dobi, zdaj že bo to verjetno ena 4. kriza, naprimer, ne, sem vedno poskušal razumeti, pa se naučil, kaj iz te krize lahko potegneš, ne. Portfelj vedno mora biti v 3 točkah diverzificiran, se pravi, statistično gledamo by the book, če bomo kjerkoli analitika brali, bo rekel, od 15 do 20 naložb, ki med sabo niso povezane, ti zmanjša rizika 80%. Se pravi, če imaš sektorsko, bo rekel, razdeljene naložbe na različne sektorje, je to super, si že nekaj naredil. Drugič, če slediš, bom rekel, ciklom, ki se lahko naučiš iz zgodovine, bom rekel, v zadnjih 20 letih smo najmanj 3 do 4 cikle doživeli, kratkoročne, dolgoročne, ki so nastali zaradi tehnoloških prebojev, zaradi finančnih trgov, bom rekel, zaradi finančnih zlomov, ki so nastali zaradi posledice dolga, ki sem ga že na začetku omenil. Potem imeli smo dejansko naravne katastrofe ali pa naravne, bom rekel, dejavnike, kot je pandemija, naprimer, ne. Imeli smo interne, eksterne dejavnike, kot so naprimer notranji konflikti ali pa zunanji konflikti, kot so vojne. Teh 5 dejavnikov, naprimer, ne, če veš, kaj za vsak dejavnik pomeni na koncu na strani smeri gibanja indeksa, si že veliko naredil. Od vseh teh 5 dejavnikov lahko ti sprojeciraš, izračunaš, kak bo future outcome, se pravi, diversifikacija, drugič, poznavanje ciklov o prihodnosti, ne, pa tretjič, prilagodljivost. Prilagodljivost pa pomeni zelo simpel. Sam pri sebi moraš vedeti, koliko dolga je, bom rekel, prežvečkljivega v tvojem portfelju. Se pravi, malo dolga je v redu, preveč dolga ni v redu. Zdaj, ko bo prišla kriza, kaj se ti bo zgodilo? Obrestna mera ti bo narasla, dejansko dolg se ti bo začel dražiti, ti ne boš več imel za odplačevati, kaj šele, da bi lahko ti kupoval poceni assete na borzah. Se pravi, ti moraš imeti vedno nek safe haven, ki ga boš vplačal, ko bo kriza prišla. In to je dejansko kriza, jaz pravim, da je zelo dobra za finančni svet. Hvala Bogu, da pride do reseta, hvala Bogu, da pride do nekih normaliziranih cen, pa tisk, ki je bil pripravljen na to, da lahko poceni kupi, dejansko pa spet stavi na svoje glavne playerje, tiste naložbe, ki bojo preživele krizo, zato da lahko iz krize nekaj odnese. Tisto je pa dejansko over-leveraged, pa dejansko živi na nekih, bom rekel, na dolgu, tisto pa dejansko edini, ki je efektan v krizi. Ja, še tole, ki si omenil dolg, ne. Sredstva se zmanjšajo, ne. Ja. Dolg ostane pa isti. Točno tako, ne. Ok, super. Tako, a imaš mogoče v mislih kakšen portfelj, naprimer, strukturo portfelja? Kako ne bi danes gledal portfelj, recimo, da si pripravljen na naslednjo krizo? Tipično je to čisto, bom rekel, neka subjektivna ocena individualnega investitora, ker pač moramo poznavati njegove, bom rekel, finančna stanja, prihodke, odhodke, na drugi strani stanja dolga, da lahko pa skonstruiramo nekaj, ne. Ampak by the book, naprimer, ne, ko sem jaz bil še v ekonomiji, ne, so me učila 80%, 20%, 80-20 kao, to je nek tipičen portfelj, ki bi mogel biti pri vsakem vlagatelju, se pravi 80% delnic, 20% obveznic, ne. Naprimer, jaz tega nisem nikoli zasledil, ne, pač nisem nikoli temu sledil, ker se mi je zdel pač neumno imeti obveznice v portfelju, ker sem pač vedel za 2-3% na leto ali pa 4, ajde, v najboljših časih, ne. Ja, ne pokrivaš niti realnega rasti GDP-ja, ne. Se pravi, ta model se je v zadnjih 20 letih ekstremnega zadolževanja, ekstremne, bom rekel, neke inflacije, ne, se sesune. Dejansko zdaj
preferiraš večji procent delnic, dodajaš temu plemenite kovine, dodajaš temu commodity, se pravi hard asset, ko sem prej omenil od aluminija, bakra, železa, karkoli, samo da je nek hard asset. Tega se omenja celo tudi do 10% v portfelj, ko berem za te nove analize, naprimer, ne, poleg zlata. Se pravi, 10% portfelja, da je v commodity. Naprimer, super. Lahko, vsak investitor lahko kupi neke ETF-e, ki so vezane na neke, commodity sektorje, lahko tudi na nafto vezane, naprimer, ne. Vse te, naprimer, je dobro imeti v portfelju, ne, zato da pač ujameš tu take trenutke, ko so zdaj, ne. To ne, jaz osebno kot individualni investitor se izogibam obveznic, ne, ker pač tega ne delamo v portfelj, pa ne zdi se mi smiselno, ne. Je pa res, ne, da v obdobju, ki smo zdaj, ne, ki ne vemo, kaj bo čez 3 mesece ali pa čez 4 mesece, ne, je pa ravno zaradi te zgodbe, ki sem naprej omenil, da moraš biti pripravljen, da boš izkoristil krizo v svoj prid, ne, je pa vsem treba nekam dati denar, ne. In zdaj denar pač je vsak dan manj vreden, ne, to vsak ve, ne, in pol ga pač moraš dati v neke asete, ki pač vse ne zgubljajo tako, ne. Se pravi, neke short term obvezniške produkte, money market ali pa nekaj podobnega, ali pa kakšno drugo valuto, naprimer, ne. Je tudi smiselno, da imaš v nekih procentih, 20-30% trenutno, ne, mogoče še kak odstotek več ne škodi, ne, dokler se trgi ne zbistrijo, ne, in počakaš, da trg reagira, potem pa dejansko izkoristiš to priliko, ne. Zdaj gre pa na naslovno vprašanje, Peter. Kako se lahko pripravimo na naslednjo krizo? Ne moramo se, ne. Hecam se. Jaz mislim tako, no, moramo biti zelo pragmatični. Prvič je pomembno, da se moramo zavedati, da se stvari vedno spreminjajo. Ne? Delal sem eno prezentacijo in sem šel gledati od leta 1991, ki se je Slovenija osamosvojila, sprav to zdaj 35. leto bomo letos, smo imeli več kot 50 različnih kriz, ki smo jih doživljali ali direktno v Sloveniji ali pa indirektno. Ne? Se pravi, finančna kriza, COVID kriza, naftna kriza in. Ne? Tako da v bistvu mi živimo krize na vsakih par let. Tako da, kako se pripraviti na naslednjo krizo, vprašanje je, kakšna bo ta kriza. Govorijo v bistvu o neki ogromni krizi ali govorijo zdaj v krizi zaradi tega, ker bojo cene nafte malo više, ali bo problem s hrano, ali bo v bistvu klimatska kriza. Ne? Tako da, ne vem, jaz mislim, da pomembno je, da nimamo nekih prevelikih potrošniških navad, ne? Da lahko živimo tudi z manj denarja, z nižjim standardom, ne? Da ni treba, da v bistvu vsako leto potujemo na nov kontinent, ne? Da v bistvu ne rabimo imeti toliko oblek in jih menjati in toliko parov čevljev in toliko avtomobilov in tako naprej. Super je, če si to lahko privoščimo, ampak da vemo, da lahko živimo tudi za manj. Ne? To se mi zdi najbolj pomembna stvar in nekako bomo mogli prilagoditi neke svoje navade, ne? Ker v Sloveniji v zadnjih, se pravim, 30 let neke resne krize nismo imeli, nekega pomankanja nismo imeli, ne, v bistvu. Tako da to čist psihološko, se pravi, živi preprosto, imej življenje v ravnovesju, imej dobre prijatelje, pomagaj drugim, jej normalno hrano, preprosto, ne, lokalno, imej neko rezervo finančno, glede na to, da se ukvarjam z zlatom, pa srebrom, rekel, absolutno tudi v zlatu in srebru. To je to. Uživaj življenje in bom rekel, kaj pravijo, ne, pač kriza je lahko za nekoga tudi priložnost. Razmišljajte na ta način, da ko bo neka kriza, da bo za vas priložnost. In edina stalnica v svetu so spremembe, ne, tudi vemo. In probajmo tako, bom rekel, se nastaviti. Kako bi pa izgledal protikrizni portfelj? Govoriva za finančno krizo, če bi prišla. Ja, recimo tako, naslednja kriza, ki prihaja, ne, ti si zdaj več jih tlele omenil, ne, kako se, pa ne vemo, kakšna bo, ne. Kako bi izgledal portfelj, da si pripravljen, ne, tako kot si rekel?
da bomo lahko izkoristili priložnosti. V bistvu vedno se je izkazalo, da je ključ v likvidnosti. Ne? Se pravi, imeti neke naložbe, ki so v času kriz vedno likvidne. Ne? Pa da jih lahko malo razpršiš. Se pravi, če greva v bistvu denar, greva po mogoče teh naložbenih razredih. Ja, se pravi, denar je visoko likviden, govorimo, da ga ne vežeš, in tudi lahko ga razpršiš. Ne? Ampak če je v bistvu ta kriza, kjer je inflacija, ti izgublja vrednost. Okay? Dobro ga je imeti, ker takrat, ko pride kriza, kakšne stvari upadajo. Ne? Recimo vrednosti nepremičnin padajo, in če imaš ti denar, lahko kupaš poceni nepremičnino. Ne? Se pravi, denar je dobro imeti. Ne? Če je prevelika inflacija, takrat smo mi v marke menjali, ne? V Jugoslaviji, zdaj recimo ljudje menjajo v zlato, pa srebro. Ok, denar. Nepremičnina, se pravi, če je kriza, jo ne moreš vzeti s sabo. Ne moreš prodati samo balkona. Ne? Se pravi, če že, ok, pomembno je imeti lastno nepremičnino, in Slovenci tukaj mislim, da smo dobro pozicionirani. Ne? Naložbeno nepremičnino pa, se pravi, če imaš dovolj denarja, je super. Imeti v času inflacije, pa če ne rabiš prodati, je to dobro, ne? Ker vrednosti v času inflacije nepremičnin tudi rastejo. Ne? Tako da nepremičnina ni slaba naložba za čas krize, če ne rabiš prodati. Pol imamo recimo delnice. V času inflacije so se izkazale tudi vedno kot dobra naložba, ker ko gre vrednost denarja upada, pač bom rekel, grejo vrednosti podjetij nominalno gor, tudi delnice potem rastejo. Ne? In v času krize tudi ne propadejo vsa podjetja, ampak nekatera delajo tudi bolje. Ne? Tako da delnice tudi ni slaba stvar imeti, seveda pa v ta pravem razredu. Ne? Recimo se pravi takrat commodities, delnice rudnikov so lahko zelo zanimive. Ne? Obveznice v času kriz je pa zdaj vprašanje tudi, kakšna kriza je. Ne? Če je to v bistvu kriza, kjer je kriza javnih dolgov, pol ni najboljš imeti obveznice tistih držav, ki propadajo. Ne? Grška kriza, se spomnimo, ne? Takrat je v bistvu prišlo do odpisa javnih dolgov, pomeni, da so lastniki obveznic izgubili 50% svoje vrednosti. Ne? Se pravi, ni najboljš, tako da jaz osebno tudi nisem za naslednjih 10 let velik pristaš v bistvu obveznic. Ne? Se pravi, obdelala sva denar, nepremičnine, delnice, obveznice. Plemenite kovine smo ugotovili, da v bistvu v času povečane inflacije, vojen so se izkazale kot, bom rekel, varno zatočišče, tako da za naslednjo krizo, ki jo jaz ocenjujem kot, bom rekel, lahko krizo inflacije in javnih dolgov, mislim, da bojo odigrale dobro vlogo. Tako da, ja, imeti plemenite kovine, lahko jih, če imaš, bom rekel, v manjših enotah, si, bom rekel, zelo fleksibilen in zelo likviden. Ne? To je pomembno. Ne? Enako, če takrat vrednost nepremičnin upade, lahko v bistvu prodaš ali pa zamenjaš pač zlato, srebro za nepremičnino, ne? In si naredil velik profit v bistvu. Zadnjih 100 let sem nekje bral raziskavo, kakšna je korelacija oziroma povezava, ko upadajo delnice, kaj se dogaja z zlatom. In je v bistvu zelo, bom rekel, velika, kako rekel, antikorelacija. Ne? Ko, bom rekel, delnice konkretno upadajo, se je od 25 primerov zgodilo samo 5-krat, da je tudi zlato upadlo. Vedno, se pravi, v 20 primerih je zlato zraslo. Okay? Edin v enem primeru od 25, ko so šle delnice dol, da je šlo zlato bolj dol. To je bilo pa leta 1980, ki je bil pa v bistvu zlato zelo visoko vrednoten. Tako da za čas, bom rekel, ko so delnice precenjene, kar sem tudi omenil, mislim, da bo dobro imeti plemenite kovine, če bo pa kriza na delniškem trgu. No, pa delnice, da grejo delnice gor in zlato gor, to smo tudi zdaj videli. Ne? Ja. V bistvu oboje so naenkrat gor. Tudi videli smo, ker še oboje dol. Ne? Ja. Tako da
tukaj je pa po mojem mnenju tudi vpliv tako imenovanega papirnatega trga, ne? Se pravi srebra in zlata. Ne? Se pravi, glih zato, ker je taka velika likvidnost, ker denar išče dodatne, donose. Gre veliko tudi v bistvu v tako imenovano papirnato zlato, srebro in lahko se zgodi, da ko bojo delnice padle, da bo tudi nehaj na trgu zlata, ker v bistvu takrat ogromno, rečemo, naložb, ki so v minusu, rabijo v bistvu dodatno likvidnost. Ne? In to jo dobijo pri zlatu in srebru. Zato v bistvu zlato pade navzdol in se pol relativno hitro pobere. Ne? Tako, kot sem prej v začetku rekel, zaradi naftne krize. Podobna zgodba. Za kripto pol še ostaneva mogoče. Ne? Tle pa ne znam povedati v bistvu. No? Kaj se bo zgodilo? Vidimo, da v bistvu so pač še bistveno večji nihaji. Nikoli ne veš, kaj bo. Je pa mislim, da dobro, da tudi tam nekaj imaš. Ne? V času krize in verjamem, no, mogoče to, da če bo inflacijska kriza ali pa kriza javnih dolgov, da bojo kriptovalute tudi dobro zatočišče. Kaj pa neka taka, univerzalna utež v portfelju za plemenite kovine? Kakšen delež, da bi ga imel? A imaš kakšen interval, ki ga zdaj recimo svetuješ? Ameriška centralna banka, ne? Ja. Ona ima zlato, pa ima ostale rezerve. Ne? No in ostalih rezerv je v tem trenutku 20%, zlata pa 80%. Nemška centralna banka ima preko 60% v zlatu in ostalih rezervah okrog 40%. Ne? Zdaj, kako bi to komentiral? Ne? V bistvu, jaz sem komentiral tako, da rečem, res ima zelo malo drugih rezerv, ne? Če je to tak delež, ker je absolutno zelo velik. Primerjava Kitajska centralna banka, ne? Ki v bistvu ekstremno kupuje zdaj zlato, ona ima pa delež v zlatu samo 8%. Ne? Sprav 92% target. In jaz mislim, da oni se bojo zelo trudili, da bojo pa povečali ta delež. Ne? Sprav, to je stanje pri centralnih bankah. Slovenska centralna banka mislim, da ima okrog 9,2% v zlatu, pa ostalo, ne? Evri, dolari in tako naprej. Zdaj, to so banke. Potem stara, bom rekel, židovska razporeditev, ki jo verjetno poznamo, so tretjine. Sprav, tretjina banka, denar, tretjina, bom rekel, zemlja, delnice podjetij, ne? Realno premoženje, pa tretjina zlato in srebro. Sprav, tretjina. Tako da nekako jaz sem najbolj zagovornik v tem trenutku, nekje tretjino je dobro imeti v plemenitih kovinah. Zdaj, če pa berem malo analitike, finančnike, oni pa prej so rekli, kakor si na začetku omenil, ne, zlato ne prinaša obresti, ne prinaša dividend in tako naprej. Oni bi imeli nekje 1-2%, no? Ampak tudi so napredovali, no? Tako da nekje omenjajo med 5-10%. Da pa prihajamo na naslovno vprašanje, dr. Turk. Kako se lahko pripravimo na naslednjo krizo? Jaz sem se pripravil tako, da sem usporedno s plinskim bojlerjem montiral še električnega. Kar se tiče držav, če so agilne, če imajo sposobne vlade, če imajo sistem, ki je sposoben hitro odreagirati, ne? Potem bodo skozi krizo šle boljše kot tiste države, ki niso sposobne reagirati. Glavna težava krize je v nepredvidljivosti. Ne? Če je nekaj predvidljivo, če je nekaj, na kar se lahko pripravaš, potem pravzaprav ne gre za krizo. Ne? Biti pripravljen na nepričakovano, ne? Pa pomeni biti odziven, imeti političen gospodarski sistem, sisteme, kako bi rekel, vodenja, ki znajo, ki zmorejo hitro odreagirati. In tukaj se bojim, da Slovenija nima takega sistema. Ne? Da imamo vse preveč nekih zavor in nekega peska v sistemu, ki preprečuje, da bi se hitro obrnili. Okay. Ne? Spomnite se, ko je bila covidna kriza, zato da bi vlada hitro reagirala, je pač v narekovaju vladala z odloki. Ne? In je bilo vse narobe, ker vladajo z odloki. Ne? K sreči
je bilo vse narobe potem, ko so ti odloki bili sprejeti in ko so odloki imeli pozitivne posledice, ne, in so potem za nazaj bili nekateri od teh odlokov protiustavni. Ne. Meče pa to, oziroma daje pa to slabe spodbude, ko bo naslednjič treba kaj nujno in na hitro narediti, ne, a se bodo upali narediti kaj pametnega na hitro. Ja, tako nekako se mi zdi, da v Sloveniji, saj zdaj v zadnjem času, ne, tudi zdaj par let nazaj, naprimer, ko je šla Nemčija v recesijo, ko je bila Nemčija v recesiji, ne, ko se je začelo to, rekel, negativna rast. Ne. V Sloveniji nekako stvari so v redu laufale naprej. Ne. Še zmeraj je bilo tam okrog 2% gospodarske rasti. Ne. Potem, ko se govori o tej energetski krizi, ne, Slovenija je nek del tega zelenega prehoda tudi že naredila v to. Tako, ne vem, se mi zdi, da je nek ta odpornost Slovenije, da se kaže v teh krizah. Zdaj pa se sprašujem, ali krize, ki prihajajo, ne, ali pa o katerih se govori, naprimer tudi se govori za naprimer jet fuel, ne, se pravi gorivo za letala, ne, da potovanja polet, da ne bojo več možna, da bojo odpovedani leti in podobno, da bo lakota in podobno. A tukaj mislite, da smo v redu pripravljeni? No, kar se letov tiče, mislim, da jih je nepar iz Brnika odpovedanih, ne, oziroma je Ljubljana še slabše povezana, kot je bila, zaradi tega, ker Lufthansa optimizira svojo floto, ker Turkish Airlines optimizira svoje vozne rede. Ne, lakota, no, svet pridela dovolj hrane, ne, tudi po zaslugi umetnih gnojil, ki so seveda narejena marsi v pomembnem delu iz fosilnih goriv, iz nafte. Cene ne bi, no, jaz ne vidim strašenja v zvezi s tem, jaz mislim, da najbolj izpostavljeni smo ravno v zvezi z dobavami plina, ki ga je razmeroma težko skladiščiti v večjih količinah, ker svojih skladišč nimamo, smo odvisni od tujih, nikoli ne veš, ali bodo tujci dali to rezervo tebi, ali jo bodo porabili najprej za svoje domače potrebe. Kar se tiče tega, kako mi gremo dobro skozi te krize, ne, mi smo nehali dohitevati povprečje razvitosti Evropske unije. Ne. Mi smo danes mečkan slabši ali pa približno tam, kot smo bili, ko sem bil jaz minister za razvoj leta 2008. Takrat smo bili na 92% povprečja EU, danes smo spet približno tam, s tem, da je šla medtem Velika Britanija ven, ki je bila nadpovprečno razvita, ne, skratka je vse skupaj mečkano padlo. Ne. Tako da, če ni neke velike krize v Sloveniji, to je res, zaposlenost je dobra, ampak zaposlenost je dobra, veste, zato, ker se baby boom generacija upokojuje, ne, neka velika generacija ljudi odhaja v pokoj in to ustvarja pravzaprav veliko delovnih mest, pravzaprav ne morejo vseh nadomestiti z mladimi. Ne. Na področju inženirstva, pooblaščenih inženirjev, recimo to velik problem. Ne, jih ne prihaja iz naše fakultete toliko, kot jih odhaja na drugi strani v pokoj. Ne. Skratka, tako malo se kuhamo kot žaba počasi, ne opazimo, koliko hitreje drugi napredujejo. Ne. Oziroma opazimo, zdaj polet bodo ljudje spet opazili, koliko so stvari na Hrvaškem drage, ne, in kako Čehi, Madžari, Poljaki tamle na sosednji mizi jedo belo ribo, ne, Slovenc bo jedel pa makarone. Tukaj se pa vidi, da jaz sem še vedno prepričan, da zaostajamo za možnostmi, ki bi, oziroma za neko potencialno gospodarsko rastjo, ki bi bila mogoča, če ne bi, bom odkrito povedal, če ne bi imeli izrazito, kako bi temu rekel, slabe. Ne. Mi nimamo neke solidne leve socialdemokratske stranke, oziroma ta levi pol, ne, to ni neka evropska levica, ki bi se borila za pač sindikalne pravice in za mečken več socialnih transferjev. Ne.
Ampak je vse skupaj neka radikalna levica, kjer nič ni dovolj, ne? Kjer to, da je v Sloveniji druga najmanjša neenakost, drugi najmanjši Gini koeficient neenakosti v Evropi, to ni dovolj. Ne? Dovolj bo, ko bomo vsi enaki. Ne? Tako da tisto, kar jaz v slovenskem političnem prostoru najbolj pogrešam, ne? In ker včasih tudi sprašujem kakšne svoje prijatelje, kolege iz leve strani, ne? Kako vam lahko pomagamo, da bo nek normalen lev pol v Sloveniji nastal, ki bo sprejel pač tisto, kar v svetu je sprejeto, da če delaš to, pa to, pa to, pa to, se razmeroma hitro razvijaš, če pa tega ne delaš, imaš pa skozi probleme. Se pravi, neko ravnovesje. Ravnovesje, no, oziroma pač, da bi bil na levi strani partner, s katerim bi se dalo normalno pogovarjati. In tudi kakšno vlado sestavlja. Tudi kakšno vlado sestavlja. Veste, številke so take, ki bi v normalni državi rekli, ta prva pa ta druga stranka, zmenite se, naredite veliko koalicijo, mogoče bo 2 let en predsednik vlade, 2 let bo drug predsednik vlade, najte nek skupen imenovalec, pa peljte naprej. Ne? Ampak na levi ni sogovornika za to, po mojem mnenju. Doktorica Boštjančič, prišla sva do naslovnega vprašanja in to je, kako se pripravimo na naslednjo krizo. Bi želel, da odgovarjate na to vprašanje z vidika. Tako, do zdaj smo imeli v glavnem opozorila na finančne, gospodarske, energetske krize in podobno, tudi demografske. Ne? Katero krizo pa vi pričakujete, da se moramo mi na njo zdaj pripraviti? Kot organizacijska psihologinja predvsem, da ni več dovolj Slovencev. Agropop je mnogo let nazaj pel, samo milijon še živi. Ta trenutek dela manj kot 1 milijon ljudi v Sloveniji. Od tega je že 60% tujcev. Marsikater poklic delovnih mest, ni več ljudi, ki bi prihajali. In tukaj se mi zdi, da bo ena velika kriza, ki že nastopila, in smo že vsi vedeli, da bo prišla, pa smo si zatiskali oči. Druga stvar, katero krizo vidim, je predvsem kriza demokracije, javnega govora, etičnega ravnanja. To me skrbi kot psihologinjo, kot mamo, kot partnerico, kot državljanko Republike Slovenije. Želim si, da bi bili svobodni na vseh nivojih našega funkcioniranja. In naslednja kriza, ki me skrbi kot psihologinjo, je kriza medosebnih odnosov. Jaz verjamem v to, da ljudje rabimo drug drugega, da rabimo dotike, poglede, objeme, da rabimo nekoga, ki nas pogleda v oči, ki nas sliši in ki nas razume. In ne verjamem v to, da vse to bomo v prihodnosti imeli.